dejavnosti zdravnikov bo deloval v sektorju za hitre preglede, sektorju za poškodbe in sektorju za bolezni. Hvala. Tu sta zdaj z tega vidika dva aspekta. Mnogo slišimo, da tega sistema ne moramo zgraditi 7 dni urgentnih zdravnikov. Če bomo zdaj čakali na vse te urgentne specialiste, potem naši pacienti ne smejo 5 let biti sploh bolani, da bomo to lahko zgradili ne. To sve nekaj. Torej, sistem se bo spreminjal in izpolnjeval evolucijsko. Če gremo v različna gradnike urgentnega centra. Kako danes na IPP delajo invalisti, to bo še nekaj časa, dokler IPP ne kadrovsko bomo mogli zapolniti z urgentnimi specialisti. Enako KPP. In podobno v modro-zelenem sektorju vidimo delovanje družinskih zdravnikov. Zakaj? Da se razumemo, iz organizacijskega stališča je najlažje biti neodvisen, imeti zaprto skupino ljudi oziroma zaprt bazen in pač voditi vse te resorje. Vedeti morate, da je vodilo tega pravilnika bilo naj delajo posamezna dela tisti, ki to najboljše znajo. In glede oskrbe akutno zbolelih, ne pa kritično, modro-zeleni sektor, ni dobenega dvoma, da to pač najboljše znajo družinski zdravniki, seveda da dela vsak dan. In iz tega stališča, vsaj v začetnem času, po noči, času nočnega časa, so vabljeni družinski zdravniki iz regije, čez dan to mora biti zapolnjeno z drugimi oblikami, predvsem mlajših kolegov, v KPP, IPP pa evolucijsko z pravilnim, usmerjenim kadrovanjem v urgentno medicino. Kaj ste mislili? Zakaj je ta pravilnik relativno pomemben za prihodnost? Zato, da se ve, v tem urgentnem centru te velikosti, na tistem mestu poškodb, na tistem mestu bolezni, potrebujemo tekom dneva toliko zdravnikov, tekom noči toliko. Torej, to na koncu znese toliko timov. In potem je to jasen signal zavodom, da ustrezno kadrujejo in da vedo, v prihodnosti se pričakuje, da bodo te time zapolnili z specialisti urgence. Kajti to potem potegne za svoj, da bodo mladi, ki začenjajo specializirati, vedeli, da sploh bojo imeli službo, ker če ne, je boljše, da se to bolj ukinemo in da zgodba gre enako naprej. Po drugi strani, načelno problema z modro-zelenim sektorjem in z kolegi iz družinske medicine ne bi smel biti problem, ker je to itak tisto njihovo delo, ki ga itak upravljajo in ga upravljajo najboljše. Dolgoročno torej urgentni zdravniki, ampak to bo trajalo leta, evolucijsko, to bo to potem sistem specializacij, kratkoročno, pa tako kot je do sedaj. Hvala lepa. Trenutno v času dežurstva upravljamo tudi mrliške objeve, strokovne odzeme krvi, pregleda za te operacije, paliativne hišne obiske. To v mojem sistemu prevzeva te naloge. Ja. Mrliška služba je že zdaj, bomo rekel, jurisdikcija oziroma domena lokalnih skupnosti in ureditve te. A je v Sloveniji pač dokaj enovito na večjih NMP, ni pa posod tako, kada o tem bo mogoče več povedala gospod Petričev. Strokovni odzemi, urgentni center, paliativni hišni obiski so pa ena dodatna aspekt tega, kar bi radi izpostavili. Paliativni hišni obisk je ena tako, bom rekel, pomembna tema in pomemben obisk, da si ga z konceptom urgence, kjer smo tekači, recimo včerajšnji primer, ko smo bili v ponoči, pridemo relativno kritično bolnik, ampak mi smo bili z kraja 20 minutah. Opravili svoje in že bili na poti v bolnico, kajti kritično bolni spadajo tja, kjer je diagnostika širša in potem verjetno možnost, ki smo tudi hospitalizirali. Hišni obisk, predvsem pa paliativni hišni obisk, je pa popolno nasprotje temu laufanju, ki ga mi rdeče plačniki delamo.
hišnem obisku si moraš vzeti čas, da lahko izkažeš neko osnovno spoštovanje, da si lahko vzameš čas, da greš skozi papirje, da lahko imaš čas, da premisliš, da se pogovoriš. In ne moremo tega koncepta delati s pipserem za paso. Torej, to moramo urediti nekako drugače in tu vidimo tisto sinergijo za družinsko medicino. Če mi odvzamemo te nepredvidljive rdeče intervencije, bo družinskemu konceptu, kolegom v družinski medicini, ostalo tisto, kar je predvidljivo. Če tudi so to neodložljivi, rečemo, nujni hišni obiski, ampak da se vsaj ve, te lahko upravim ob 6. In lahko bo toliko časa. Pri nas pa edini problem v tem, da ne vem, kam bom moral leteti in predvsem pa ne vem, a bo sočasno še kakšna intervencija. In moram biti čim hitreje sproščen. In iz tega stališča ni v redu, da je vse to skupaj. Nujni hišni, NMP, pa še posebej paliativa, to osebno kot mene pač najbolj boli, ker se mi zdi, da se tam res treba vzeti čas za neko človečnost. Vemo, da je to najbolj z organizacijskega stališča najlažje, bodo čisto pošteni, tudi najbolj finančno učinkovito, bi pa želeli to razdružiti ali bolj kvalitetno. Primeri se pravi. Prosim pojasnite. Brežice, Medeško Ljubnost. 48 pregled konceptov oblasti. 13 nujnih intervencij, ki so zahtevale ekipo na terenu. Kako takim zahtevam zadostiti v novem sistemu? En terenski zdravnik za obe občine. Torej, 13 nujnih intervencij. Tukaj moramo biti zelo specifični. Kakšne so bile te nujne intervencije? V današnjem skupku dežurne službe in NMP vsega, kar je terensko delo, da je NMP in dežurna služba, hišni obiski, nujni, brani, v tem primeru ne več, nujni, neodložljivi, medlična služba, paliativa, to na takšen način enostavno dolgoročno ne more biti urejeno. Te stvari bi lahko bile ločene na tisto, kar je neodložljivo in na tisto, kar je odložljivo oziroma predvidljivo vsaj nekaj ur za naprej. 13 intervencij v enem dnevu, pa če se ne motim tukaj na tem področju 18,000 prebivalcev, 20,000 prebivalcev, ne več, 24,000 prebivalcev. Vedeti moram, mi v Mariboru v povprečju imamo 5 zdravniških, vendar imamo zelo močne narave ekipe, to pomeni 20 na ranga velikosti 200,000 prebivalcev. In tu je zdaj ta dodana prednost dispečerske službe. Pač enostavno, rešitev te enačbe na vsako intervencijo zdravnika zelo verjetno ne rabi iti. Če pa rabi iti in osebno, pa tudi v naši skupini smo mnenja, rabi iti pa še posebej na neodložljive hišne, na paliativne obiske, ampak enostavno, da moramo spustiti, da bo to lahko kvalitetno narediti. Torej, z tega stališča tukaj realni mobil, v naši schemi mi Krško in Brežice pojmujemo eno grupo oziroma en teritorij za realni mobil in pa 2 visiti NLP. To so 3 leteče mobilne enote. Plus backup, centralnega dispečerstva, plus menazrednika Selnica, Naslanjanica, pa novo mesto na vzhod. Kljub obljubamo, da novi sistem obeta krajši vstopni čas za vse in enako kvalitetno skoraj za vse prebivalce, glede na razpršenost poselitve in dostopnosti lokacij, mi ni jasno, kako za zmanjšanje pokritosti z izpikom NMP to zaseči. Prosimo pojasnite. Tukaj najbolj spet strčimo na osnovni, različno pojmovanje tega. Mi pokritosti področja ne pojmujemo z dostopnostjo oziroma številom izhodov zdravnikov. Ker je oskrba kritično bolnih ne nazadnje kontinuum in zaporedje dogodkov. In iz tega stališča morate vedeti, da za vse v vaši sredini, pojmujemo Krško in Brežice skupaj, imate 3 vozila na razpolago za nemudno
intervencijo. In na centralnem radarju pač več ni meja med Krško in Brežiško občino, tisti, ki bo najbližje prišel. In iz tega stališča ste vi večjemu dobili več. Poleg tega pa te enote, recimo vsaj v primeru Krškega, ne bodo več vezane z ambulantnimi pregledi, bodo namenjene samo temu. In približno število PNI-jev, ki ste jih poročali, je tam skoraj 501, nekaj čez 400 drugi, to je recimo 1000 vsega skupaj, je to vsega skupaj približno 3 za eno in drugo, 24 ura. Pa še nekaj več po aktivaciji NRV-ja. Glede razprašenosti področja pa ni drugega. Urediti bomo morali gosto, najgostejšo mrežo prvih posredovalcev. To je tista stvar, ki jo pač se moramo skupaj truditi in ki bo dala edina možnost pri srčnem zastoju, če govorimo o najbolj kritičnih nujnih intervencijah.